katerakoli diagnoza pride človeku na pot, je sporočilo težko. Še posebej je to težko, če se zgodi otroku. Kadar pa pri otroku postavijo diagnozo katere izmed redkih bolezni, je to absoluten šok, pravzaprav bolj za starše kot za malčka, odvisno v kateri starosti se to zgodi. Zato me zanima, kakšno pomoč jim zagotavljate na pediatrični kliniki, kajti podpora je poleg zdravljenja in celovite obravnave, rehabilitacije izjemnega pomena. Ja, tako kot ste rekla, sama diagnoza ne prinese v bistvu ene spremembe ali pa bom rekla vedenja o spremembi, ki sledi po tej medicinski plati, ampak seveda pomeni en velik vpliv na celotno življenje družine, na nekak njihove načrte, ki so jih tudi imeli za prihodnost, na to, kako so si pravzaprav predstavljali, da bodo živeli. In tukaj je izjemnega pomena, da v teh trenutkih v tem kontekstu ne ostanejo sami, da se lahko obrnejo na socialno delavko. V prvi fazi zelo iščejo te družine različne informacije, se pravi, kako naprej, a so kakšne možnosti sistemske, na katere se lahko opremo, se z njimi pomagamo. Kasneje pa bom rekla, se različni izzivi sproti pojavljajo, ne samo vezano na redko bolezen, že družine same po sebi imajo različne izzive, že brez v bistvu tega dodatnega izziva, če tako rečem. Tako da skušamo, bom rekla, glede na posamezni izziv, s katerim ali pa problem, stisko, s katerim pridejo k nam, nekako v bistvu najdete ene dobre odgovore ali rešitve za tisto njihovo konkretno situacijo. Kasneje se pogosto izkaže, da je problem v bistvu neka izčrpanost teh družin, staršev, to so pač težke diagnoze, tako da skušamo nekako v povezavi z lokalnim okoljem najti kakšne možnosti pomoči in podpore tam. Skušamo jih opremiti z informacijami, s tem, da jih spremljamo in sledimo in ob novih izzivih, da smo, bom rekla, dostopni in odzivni in da se glede na to sproti dogovarjamo, kaj bi bile nekako najbolj optimalne rešitve za dotično situacijo. Kateri pa je morda največji izziv po sistemski plati? Pravzaprav verjamem, da izziv ni en sam, da jih je mnogo, ampak kaj bi morda posebej izpostavili? Ja, v bistvu družine so seveda vsaka posebej heterogena, zato ker imajo bom rekla, redko bolezen še ne pomeni, da so zdaj kar pa enake. Po tej plati so seveda neke skupne točke, ampak vsaka družina posebej je pa specifična. Imamo kar nekaj zelo dobrih sistemskih rešitev, absolutno pa imamo tudi prostor za to, da se še kaj izboljša. Zdaj tisto, kar je bilo tudi v zadnjem času veliko govora, je recimo podpora in pomoč na domu. To se je zdaj nekako začelo vzpostavljati, bom rekla, ampak v realnosti pa še ni za vsako družino, ki pride ta pomoč na voljo. In takrat je izjemnega pomena, da mi kot socialni delavci se povežemo z lokalnim okoljem in skušamo tam, bom rekla, najti sogovornike, ki tudi ne razmišljajo kot birokrati, ampak so fleksibilni, prilagodljivi in skupaj iščemo rešitve tudi tam, kjer jih ni ali pa jih skušamo ustvariti.